temelj vsakega kristjana ali pa fundament, temelj vsakega kristjana je Marija, spoved in Evharistija. Zato tretji filmček danes je namenjen Evharistiji. Dajmo premisliti, kaj sploh je sveta Evharistija. Torej, potem, ko duhovnik zmoli tiste besede nad kruhom in vinom, to je moje telo, takrat ta kruh ni več kruh, ampak takrat postane živo Jezusovo telo. Jezus je tukaj, kako Cerkev uči, z dušo in s telesom. In dajmo zdaj malo pomisliti, kaj pravzaprav to pomeni. Ta majhen košček, ki ga lahko konec koncev človek prime v roke, ki ga tudi poje, razumete, je živi Bog. Je tisti, ki je ustvaril nebo in zemljo. Tisti, ki je vse naredil. Tisti, ki je, on postane ta majhen košček kruha. In zakaj postane? Zato, da bi prišel v moje srce. In to, Evharistija je največ, kar ima katoliška cerkev. To je sam Bog, sam Jezus. In to je največ. In zato tudi seveda zasluži največje spoštovanje. Če enkrat cerkev ne bi imela več svete Evharistije, takrat bi cerkev propadla. Ker cerkev živi in raste iz tega majhnega koščka kruha. Pred kratkim sem bral en dober članek na internetu, na internetni strani Morus in Expugnabilis. Tam je nek hrvaški frančiškan napisal članek, ki ima naslov Učinici svete pričesti, kar bi pomenilo po naše učinki svetega obhajila. In na začetku on tam citira katekizem in pravi, da če grem jaz k obhajilu vreden, torej ima obhajilo take 3 učinke v mojem življenju. Prvi pravi, da nas združuje najpopolnije z Jezusom in povečuje posvečujočo milost. Torej, če dalje bolj svet postajam. Druga stvar, zmanjšuje nam hudo nagnjenje in nas krepi v dobrem. In tretja stvar, čisti nas od lahkih, majhnih grehov in nas čuva, varuje od velikih. In potem zanimivo ta frančiškan tako razmišlja oziroma ugotavlja, da danes ogromno ljudi hodi k obhajilu, da so tako dolge vrste za obhajilo kot še nikoli v zgodovini, da nikoli v zgodovini se ljudje niso toliko niso prejemali obhajilo kot danes, ampak na drugi strani pa ugotavlja, da teh sadov, katerih je prebral v katekizmu, ne vidi oziroma ugotavlja, da jih ni. In potem, kakšna je razlaga? Edina razlaga je, da ti ljudje prejemajo obhajilo nevredno. In tukaj se mi zdi, da se je v zadnjem času o tem zelo malo govorilo in je to treba, po mojem, spet vzeti v en tak premislek in o tem res premisliti. Namreč že apostol Pavel v pismu Korinčanom 11. poglavje pravi takole: Naj torej vsak sebe presodi in tako je od tega kruha in pije iz keliha, kajti kdor je in pije svojo obsodbo, če ne razpoznava telesa. Torej, nerazpoznavan telesa pomeni, da hodim k obhajilu kar tako. In naprej pravi, zato pa je med vami, in to so posledice nevrednega prejemanja obhajila, zato pa je med vami veliko slabotnih in bolehnih in precej jih je že zaspalo oziroma z drugo besedo umrlo. In zato pa je, in ko bi mi presojali sami sebe, bi ne bili sojeni, ker pa nas sodi Gospod nas vzgaja, da ne bi bili obsojeni s svetom ured. In zato je treba zelo paziti, da če redno hodim k obhajilu, treba biti zelo pozoren, da res vredno prejemam obhajilo, da nisem v stanju velikega greha in da če redno prejemam obhajilu, je treba tudi redno hoditi k sveti spovedi. Sveti Tomaž Akvinski pa je zapisal v svoji sumi, da takrat, ko prejemamo obhajilo, da je treba to delati z največjo možno pobožnostjo, ker takrat prejemamo učinke tega svetega obhajila. In danes se v cerkvi obhajajo ljudje na 3 različne načine. In sicer kleče in na jezik,
Kristusovo telo. Stoje in na jezik Kristusovo telo. Amen. In pa stoje in na roke. Kristusovo telo. In bi rad, da danes malo premislimo način obhajanja, glede na to, da je Evharistija, da je ta košček kruha, kot sem povedal malo prej, največ, kar ima katoliška cerkev. O tem je pisal sveti papež Pavel VI v okrožnici oziroma v dokumentu Memoriale Domini, ki ga je izdal 29. maja 1969. In v tem dokumentu razpravlja, na kakšen način se katoličani prejemajo obhajilo. In on tam trdi, oziroma pravi, oziroma izrazi tako željo cerkve, da takole pravi, citiram, to tradicionalno obliko delitve svetega obhajila, torej na jezik in kleče, je z ozirom na trenutno stanje cerkve kot celote potrebno obdržati. Tu je bila želja Pavla VI, to je bilo navodilo cerkve. In zanimivo je to, da tudi, ko se pogovarjam na primer z mladino in jih vprašam, kaj je bolj spoštljivo, na roke ali kleče pa na jezik. In vsi, vse tako, ko sem se z njim pogovarjal, pravijo, da bolj spoštljivo je kleče pa na jezik, ker se je čisto normalno, ne pokliknem kar pred nekom. Če bi mi delili bombone, potem je čisto normalno, pridem pa vzamem z roko. Ampak tu pa ni bombon, tu pa ni piškot, tu je živi Bog. Zato je pa Pavel VI tudi pisal, ker takrat je bilo tu vprašanje obhajila na roko, kakšne so nevarnosti, če se bo razširilo obhajilo na roko. In pravi, da take 3 stvari. Prva točka, da zmanjša spoštljivost do najsvetejšega oltarnega zakramenta. In zdaj, če se postavite tako malo ob stran, nekako ljudje hodijo ob obhajilu, veste, vam je zelo hitro jasno, da smo do tega dejansko prišli. Ker kako se danes obhajajo ljudje na roke in tako, koliko imajo spoštljivosti, kako delajo s temi hostnimi, je strašno. Tudi nevarnosti, da se krade. En duhovnik mi je enkrat celo rekel, da je enkrat prišel en možakar k obhajilu na roke, je prijel hostijo, potem pa videl, da je en košček ostal. In sveti Tomaž Akvinski je rekel, da en sam majhen košček, če ga razpoznam z očesom kot kruh, je cel Jezus. In ta možakar je udaril tako se z rokami in očistil svoje roke. In to je tudi druga točka, ki pravi, skrunitev svetega tega istega zakramenta. In to je tudi dejansko lahko težava, tudi nevarnost kraje, tudi o tem govori Pavel VI. In tretja stvar, popačanje pravega nauka in evharistične vere. In dejansko z marsikakšnim kristjanom, ki se pogovarjam, pravijo, kako težko mi je verjeti, da je to zares živi Bog. Da je to zares največ, kar ima cerkev. In zato so tako Pavel VI, kot potem vsi papeži za njim, najbolj mogoče Benedikt XVI, ki je določil, da pri njegovih mašah on obhaja samo kleče pa na jezik in nikako drugače, so spodbujali te stvari k temu spoštovanju najsvetejšega zakramenta. Mogoče v vaši cerkvi nimate tako klečalnika, kako vam je bilo lahko pokleknili, pa na jezik pride obhajilo, je pa ena taka dobra rešitev in to je tudi potem Janez Pavel II govoril, da se vedno zahteva, če prejemam obhajilo na stoje, da vedno se naredi gesta češčenja. Torej, da najprej pokleknem, potem vstanem Kristusovo telo in prejmem obhajilo lepo spoštljivo na jezik. Vedno pa seveda s čistim srcem.